Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Tudi ko duhovno zorite, se še vedno lahko veselite, pa čeprav ravnate nepopolno. Rekla sem, da ko rastete in se spreminjate, se še vedno lahko veselite tudi, če niste popolni. Vi se lahko veselite v svoji nepopolnosti. Prav, poskušamo govoriti o tem, da si bomo ustvarili navado veselja. Osnovna želja človeškega bitja je, da bi bil srečen. Če vas iskreno vprašam, ali vi ne bi tega potrdili, ali ni res? Abraham Lincoln je rekel, ljudje so toliko srečni, kolikor si uspejo to v svojem umu zamisliti. Groucho Marx je rekel, kot odprem oči, si vsako jutro rečem, da danes ne obstaja noben dogodek, ki bi me napravil srečnega ali nesrečnega. Izbiram lahko, kakšen bo ta dogodek. Včeraj je že prešel, jutri še ni prišel. Jaz pa imam samo en dan in to je danes, jaz bom danes srečen. Amen. Veste, jaz nisem jutranja osebnost. Moj mož David se vsako jutro zbudi in začne. Danes sem mu rekla, ali se ti sploh kdaj zbudiš in se ne počutiš tako, da ne bi kaj govoril? Mislim, 47 let se vsako jutro zbudi in se zapoje, o, kako čudovito jutro, kako čudovit dan. Jaz pa nisem dobra jutranja oseba, jutranji tip. Mislim, nisem tako zgodnja. Če se ne vstanete s tem razpoloženjem, mislim, tudi moja hči je temu podobna. Jaz pa sem bolj... Sedaj vam po resnici povem, da če ste malo podobni meni, potem ste bolj nagnjeni k temu, da začnete misliti stvari, ki niso ravno najboljše za vas, da jih premišljujete. Govorim vam, da moram tudi jaz vsak dan napraviti odločitev. In to vsak dan. Po vsej verjetnosti je to prva Božja beseda, ki jo izrekam. Danes je dan, ki ga je naredil Gospod, veselila se ga bom in se radovala. Dajte no. Srečni boste, ko se boste odločili biti srečni, ne pa da boste čakali, da boste se tako počutili. Ne boste srečni, da boste čakali, da vam vse vaše okoliščine narekuje srečo. Ne boste srečni, če čakate, da vsakdo dela vse, kar si vi zaželite, da naredijo, ali pa imate vse, kar si vi želite. Srečni boste takrat, ko se sami odločite, da boste danes srečni. Ali ni to res, ve čudovite ženske iz Porto Rika? Mogoče bi morala sesti na letalo in iti z njimi domov, ne vem. Nikoli še nisem bila tam, mogoče pa mi bo všeč. O, rekli so, da mi bo zelo všeč. Napravite si veselje za navado. Če si srečen, napraviš hudiča divjaško jeznega. On se veseli, če vidi, da ste vi v depresiji. On je navdušen nad vašim razočaranjem ali izgubo poguma. On je navdušen, ko so vsi tako potrti. Vendar pa ga začne dražiti, ko ste vi veseli. Če se smejete in rečete, veselil se bom tega dne. No, kako pričakuješ, Joyce, da se naj veselim svojega življenja, ko imam vse te probleme? Vsakdo v tej dvorani ima svoje probleme. Vsak ima probleme. Samo zato, ker ne veste, da jih imajo, še ne pomeni, da jih oni nimajo. Jaz pa vam povem, da je sreča odločitev, ki jo lahko sami napravite. No, vendar jaz nisem takšna oseba, ki bi bila tako vesela, zgovorna. Tudi jaz ne. Verjetno sem se pred približno 20 leti odločila, da bom srečna. Najprej se morate odločiti, ali pa se sploh ne bo zgodilo. Eden izmed mojih problemov je bil, da nisem bila popolnoma prepričana v to srečo. Sreča in veselje je zame vedno pomenila nagrado, če seveda bil Bog udeležen. Ne vem, nisem imela spoznanja, da Bog resnično hoče, da se veselim svojega življenja.
Ko sem bila otrok, me je moj oče spolno zlorabljal. Spominjam se, da sem imela težave že samo, če sem se smejala, ker moj oče je bil zagrenjen dedec. Ne vem, bil je tako nesrečen. Nesrečni ljudje ne prenesejo, da bi bil kdorkoli njih srečen. Ker me je oče začel spolno zlorabljati pri zgodnjih letih, nisem nikoli uspela biti otrok. Tako sem odrasla in nisem imela zdravega otroštva in enostavno nisem vedela, kako naj se veselim stvari. Vse, kar sem vedela, je zadevalo le preživetje, odgovornost in delo, kako dokončati neko stvar in preprosto nisem vedela, kako se veseliti življenja. Ves čas sem poslušala vse te pridige, kako danes jaz pridigam, da naj bi bili veseli, kajti v Gospodovem veselju je vaša moč. Mislila sem se, kje pa je moje veselje. Začela sem študirati in premišljati Janezov evangelije 10:10. Sovražnik pride samo, da ubija, krade in uničuje. Jaz pa sem prišel, da bi imeli življenje in se veselili svojega življenja v obilju, tako da pride do roba in čez. V tem sem videla, da je Božja volja, da se lahko veselim svojega življenja. On je umrl, da se lahko vi veselite svojega življenja. To je bilo zame pretresljivo. Jezus je umrl, da bi se mi lahko veselili svojega življenja. In tudi jaz se lahko veselim svojega življenja. Tako mislim, da nismo pravični do njega, če dopustimo, da nam hudič odzame vso veselje, da nam s pomočjo okoliščin izsrka veselje iz nas. Danes moramo napraviti odločitev, da bomo veseli in se bomo veselili vsakega posameznega dne svojega življenja do konca svojih dni. Veste kaj? Če se vsak dan zbudite slabo razpoloženi in mislite samo na negativne stvari, je to zato, ker imate takšno navado. Tudi jaz sem imela takšno navado, prevzela sem jo po očetu. On je bil zagrenjen, vse je bilo slabo, vedno nekaj narobe in je vedno pričakoval naslednjo nesrečo. Ko sem bila poročena z Davidom, nekaj časa mi je rekel, pa kaj je narobe s tabo? Veste, on je bil zares vesel, imel je pozitivno držo. Tole sem mu govorila, če ne pričakuješ nič dobrega, da bi se ti zgodilo, potem nisi razočaran, če se ne zgodi. Dragi, veliko sem prestala. Dolga pot je bilo. Hvala Bogu, je bilo to pred 47 leti. Veste, ni bilo lahko zame presekati teh navad, kajti milijonkrat sem morala ponavljati stavek iz Svetega pisma, danes je dan, ki ga je naredil Gospod, veselil in radoval se bom. In tudi premišljati Janeza 10:10. Veste kaj, danes sem srečna osebnost. Nekateri dnevi so, ko se moramo odločiti, da sem srečna, so dnevi, ko se moram odločiti, da bom srečna. Ni vsak dan ta velika odločitev, vendar veste kaj? Bila sem že tam, ko začutim, da moj gre v tisto smer in se rečem, ne, niti ne pojdi tja. Sploh se ne nameni tja, kajti tam si že bila in si to že storila, hodila sem okrog te gore in nič mi ne koristi. Vam lahko nekaj povem? Če imate kakšen problem in vas Bog vodi, da bi nekaj storili, potem to morate storiti. Morate napraviti odločitev in storiti. Če ne boste naredili ničesar, potem morate verjeti, da je Bog zares Bog in morate iti naprej in se veseliti svojega življenja. Mi si mislimo, da če imamo problem, potem ne bi bilo prav, da smo veseli. Tega ni zapisanega v Svetem pismu. Nikjer v Svetem pismu ni zapisano, da ni prav, če se veselimo svojega življenja. Pravzaprav, zakaj se ne bi bolj veselili kot kdajkoli? Ko tako delate, boste drugim pokazali, da zares zaupate njemu, da on deluje na tem, da ni neodgovorno, če se veselite življenja, ko imate problem. Če lahko storite kaj glede tega, potem storite. Če pa ne morete, potem nima smisla, da bi uničevali svoje življenje. Poglejte sedaj to, ko duhovno rastete. Vi se lahko še vedno veselite sami sebe, pa čeprav niste popolni. Rekla sem, tudi ko dozorevate in se spreminjate, se lahko veselite svoje nepopolnosti. Rekla sem vam, da se lahko veselite v svoji nepopolnosti. Vi se lahko veselite svoje nepopolnosti. Naučite se nasmehniti samemu sebi in nehajte biti tako napeti glede vsega, ko vam gre kaj narobe. Prosite Boga, da vas spremeni. Prosite Boga, da vas spremeni in prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje popolno. Ko svoje skrbi preložimo na Boga, potem se lahko veselimo. Bog, hočem se spremeniti, potrebujem, da me ti spremeniš. Ne morem biti brez tebe, medtem ko ti deluješ name, se ne bom sovražila, ne bom ves dan na sebe jezna, ker sem včeraj napravila napako. Danes je dan, ki si mi ga dal ti in se bom veselila in radovala. Navada veselja. Poglejmo svoje cilje. Mogoče vi niste veseli, ker ne delate pravih stvari v svojem življenju.
Mislim na mnoge ljudi, ki vztrajajo v svojem delu, ki ga sovražijo. Vendar pa se bojijo napraviti korak v veri in zapustiti to, ter si poiskati nekaj, kar resnično hočejo delati. Ali pa obdržijo to službo, ker je tam več denarja. A vam povem po resnici, bolje bi bilo za vas, če bi imeli malo manj denarja in bi bili bolj srečni. Z Davidom sva pred nekaj tedni bila v mestni cerkvi St. Louis, ki se imenuje Središče sanj. Srečala sva človeka, ki je opravljal samopostrežno trgovino s hrano. Vse je imel tako pospravljeno, tudi midva sva si jo privoščila. Zgleda kot majhna trgovina, ljudje iz soseščine, ki ne morejo skozi mesec ali pa nimajo dovolj hrane, lahko dobijo svoj nakupovalni voziček in tam kupujejo. In tako imajo svoje dostojanstvo, ker se ne počutijo, kot da jim je nekaj odvzeto, ampak lahko vstopijo in nakupujejo. Tako sva obiskala in srečala tega človeka, ki smo ga zaposlili pred nedavnim. Nisva bila udeležena pri zaposlovanju in nisva niti vedela, da je že zaposlen. Ko sva govorila z njim, nama je povedal nekaj zelo zanimivega. Rekel, dolga leta sem bil borzni posrednik. Vendar tam nisem bil srečen, nisem bil izpolnjen. Eno leto sem obiskoval medicinsko šolo in se tam nisem našel. Na to je rekel, potem sem prodajal delnice na zasebni ravni, pa, no ja. Na to je rekel, videl sem ta oglas, da bi vodil samopostrežno trgovino s hrano. Nikoli nisem delal nič podobnega, vendar sem čutil, da je to nekaj, mogoče mi bo to všeč. Tako se je prijavil in je dobil delo. Rekel je, v svojem življenju nikoli nisem bil srečnejši. Tukaj je ta človek, ki je študiral medicino in je delal kot borzni posrednik in ni bil srečen. Verjetno je zaslužil tam več denarja. Sedaj v središču mesta, verjetno z najslabšo sosesko v mestu, dela v samopostrežni trgovini, ter je ves dan v stiku z revnimi ljudmi, ampak je on bolj srečen, kot je bil kdajkoli prej v svojem življenju. Nekateri izmed vas bi morali premisliti. Če niste srečni, bi morali o tem premisliti, ali delam to, kar bi moral delati v svojem življenju. Ali veste, da ne bi smeli biti čudni okrog tega, moj Bog, to je vendarle moj problem, ta stvar ni prava stvar. Vendar nekateri že veste, da ne bi smeli delati tega, ampak nekaj drugega. Vendar pa ne želite napraviti koraka v veri. Vi ste še vedno tam zadaj pri zadnji navadi, ki govori o odločnosti. Ali se kdo počuti tako? Cela množica. Ne bojte se, da bi poskusili nekaj drugega. Ne bojte se, da zamenjate in dopustite, da vam denar narekuje življenje. Saj vem, da potrebujete denar, vendar pa morate plačevati svoje položnice in tudi vem, da ne morete kar tako zapustiti dobro plačane službe in živeti od nič. Jaz vam ne svetujem, da bi samo poležavali po plaži ves čas, ker je to, kar bi radi počeli, vendar želim, da bi bili srečni. Koliko izmed vas je pripravljenih, da bi bili srečni? Nekaj časa je potrebno, da napravite dober osebni odnos. Sreča je v dobrih osebnih odnosih. Tudi dober osebni odnos do Boga, do samega sebe in do drugih ljudi vas bo napravil srečne. Vi ne morete biti dober prijatelj veliko ljudem, vendar bi morali imeti nekaj zares dobrih prijateljev in potem veliko znancev. Vse imejte radi, vendar pa ne mislite, da lahko imate globok oseben odnos z vsakim. Vi preprosto nimate časa. Sedaj hočem, da prevzamete odgovornost za svoje veselje. Naj vam preberem zgodbo. Moram stopiti na svetlo. Melanie je 60-letna gospa, ki je bila poročena več kot 40 let. Njen mož je profesor zgodovine v majhnem kolegiju. Donald je vedno imel rad zgodovino in ima veliko zadovoljstvo, da poučuje zgodovino. Zelo je zadovoljen, da poučuje zgodovino. Donald je zadovoljen, Melanie pa ni. Državljanska vojna je najljubša tema in v prostem času piše knjige o posebnih bitkah ali pa ključnih posameznikih te vojne.
Nekoč je Melanie zaupala svoji prijateljici, da je že leta nesrečna, ker Donald ni prislužil dovolj denarja za počitnice ali pa za stvari, ki si jih je želela kupiti, kot je novo pohištvo ali čudovita garderoba. Ko se je Melanie pritoževala, jo je njena prijateljica večino časa pomilovala in ji govorila: seveda si zaslužiš več v življenju, ti si zaslužiš lepe stvari. Veste, da včasih nimamo radi osebe, ki bi jo morali imeti radi, če se z njo samo strinjamo in sočustvujemo. Vendar poslušajte. Njena prijateljica je rekla: Gospod ni odgovoren za tvojo srečo, Melanie. Donald ima rad svoje delo. Njega ne zanima, da bi postal bogat. On je star 60 let. Spoprimi se s tem. On noče nič spremeniti. Če hočeš biti srečna, moraš ugotoviti, kaj lahko storiš pri tem, ker tvoja sreča ni Donaldovo delo. 6 let pozneje je Melanie pisala: vesela sem, da si mi pokazala naklonjenost z zahtevami. 6 let je preteklo. Ona je mislila, da je verjetno konec s prijateljstvom. Ona je jezna name in tako dalje, vendar je napisala: vesela sem, da si mi pokazala zahtevno ljubezen. Začela sem biti odgovorna za svojo srečo. Moje zakonsko življenje še nikoli ni bilo boljše. Ne samo to, da sem postala pisec dramskih besedil, ki jih uprizarjajo v zasebnih gledališčih po mestu. Vidite, kaj se zgodi, če čakate na nekoga drugega, da bi vas osrečil. Nikoli ne pridete do tega, kaj je znotraj vas, in Bog je vzpostavil nekaj v vas, kar vas osrečuje. Vi morate postati sami odgovorni za svojo lastno srečo. Leta in leta sem bila glede tega zares nevestna. Dolgo časa sem si mislila: če bi David naredil tole, ali ono, ali to. Bog mi je govoril, še preden sem imela knjigo, kot je tala: David ni odgovoren za tvojo srečo. Zagotovo je on bil vesel, da sem jaz umaknila to delo. Dajte, no, poglejte me. Nihče drug ni odgovoren za vaše veselje. Vi se morate odločiti, da boste vi veseli. Kdo izmed vas bi si moral ustvariti navado veselja? Prav, naj bo slavljen Gospod. Poglejmo, katera navada nam še preostane. Več se morate smejati in manj razmišljati. Smeh so takojšnje počitnice. Amen. Zadnja stvar, ki vam jo hočem povedati, zadeva navado vere. Vprašali boste: navado vere? Naj vam nekaj povem. Če verjamete, če verujete, če se preprosto odločite, da boste verovali Bogu, da boste verjeli njegovi besedi, da boste verjeli v njegovo ljubezen do vas, da skrbi za vas, če se tako odločite, potem to povzroči osupljive stvari v vaši duši. V pismu Hebrejcem 4 beremo: ti, ki so verovali, so vstopili v Božji počitek. Veliko je stvari, ki nam jih Svetopismo priporoča. Svetopismo nam priporoča mnogo stvari, namreč, da se ne naprezamo preko vsake meje, ampak da si prizadevamo za Božji počitek. V vsaki situaciji je najboljši dokaz za vero v tem, da se lahko otresemo skrbi, strahu, groze, napetosti ali česarkoli drugega. Verujte. Ko pridigam, se moram naučiti, da tako delam. Včasih pridigam in nekdo bi bil nemiren, gleda na uro ali zeha, 2 ali 3 bi se vstali in zapustili dvorano in jaz sem začela misliti: sporočilo mora biti grozno, nima radi mojega predavanja, in sem začela hoditi gor in dol. Bog mi je pokazal: če ne boš ohranila samozavesti, ko si na odru, boš srečanje posvetila hudiču. Vi morate biti samozavestni, ne morete čakati, da se boste počutili samozavestni, vi morate biti samozavestni. Mi bomo malo več govorili o tem v naslednjem srečanju, o navadi samozavesti, vendar pa nam Svetopismo pravi, Rimljanom 1:17. Ali lahko kdo to pogleda? V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisano: pravični bo živel iz vere. V veseljem oznanilu se razodeva Božja pravičnost, ki nas vodi iz vere v vero. Torej v Svetem pismu pravičnost biti z Bogom na pravi način. Vi ne morete uspeti priti do te vere, ker mislite, da je vse v vašem življenju odvisno od vas, vendar ni.
To mi je všeč. Sveto pismo govori o pravičnosti, biti z Bogom na pravi način. Vi ne boste uspeli priti do te vere, ker mislite, da je vse v vašem življenju odvisno od vas. Ampak ni. Vse je odvisno od Božje milosti, ki prihaja nad vas in vi prejmete to milost po veri. Če ste grešili, ni potrebno sedaj, da bi plačevali za svoje grehe. Kar morate storiti je, da izrečete, verujem, da mi bo Bog odpustil, če ga za to prosim in sprejemam to odpuščanje. Na meni ni obsodbe, ker Sveto pismo pravi, da ni obsodbe. Bog me ljubi, pri Bogu sem še vedno pravičnosti, to vam omogoči, da imate vero. To vam omogoči, da imate vero, da bo vse delovalo prav v vašem življenju. Ampak kaj pa če zgodi, če verjamem, recimo, da nekaj verjamete in tega ne dobite? Dobro, potem še naprej vztrajajte v veri, samo vztrajajte. Samo recite, ne bom prenehal verovati. Mogoče ne dobim na način, kot bi si želel, mogoče ne dobim tega, kot sem mislil, da bo, vendar bom kljub temu verjel. Ni mi potrebno verovati za nekaj, moram pa verovati v nekoga, to je razlika. Mi si vedno prizadevamo, da bi verjeli za. Veste kaj, obstaja vera, ki je veliko izvrstnejša, kakor verjeti za nekaj. To je vera v nekoga. In še posebej tedaj, ko ne dobite stvari, ki jih pričakujete. Dajte no, mi moramo razumeti, da je Bog modrejši od nas in On veliko bolje ve, kaj mi zares potrebujemo. Hvala Bogu, da nam ne da vsega, kar mi hočemo. Pusti nas čakati, da postanemo dovolj modri, da sprejmemo to, kar On pravi, da je najboljše za nas. Poslušajte me, ko zaupate Bogu, potem ga prosite za vse mogoče stvari. Veliko mojih molitev je uslišanih, nekatere pa ne. Nekatere stvari, ki sem ga prosila, nisem nikoli prejela in sem videla, da so jih drugi prejeli. Morala sem zaupati Bogu. Če to, kar naj bi imela, potem mi boš ti to dal. Ne gledajte drugih ljudi z ljubosumnostjo, ne zavidajte drugim ljudem. Samo recite si, Bog me ima rad, jaz sem pravičen do Boga. Po Božji besedi se mi je razodelo to opravičenje, On ni nikoli zadrževal. On me neprestano gleda, jaz sem punčica njegovega očesa, nobenega blagoslova mi ne bo umikal. Mogoče vi ne razumete, kaj Bog prav sedaj dela. Veliko stvari, ki jih je delal Bog, jaz nisem razumela. Sedaj, ko gledam nazaj, pa jih razumem. Nažalost, živimo za prihodnost, vendar pa razumemo šele za nazaj. Veste, da se približujemo proti stvarim in smo kakor, kaj se tu dogaja, ne razumem, to nima dobenega smisla, to je tako težko, Potem pa pridete na drugo stran in ste moj Bog, če ne bi šel skozi vse to, kar sem, ne bi bil takšna osebnost, kot sem. Če ne bi prestal vsega tega, ne bi vedel tega, kar danes vem. To so stvari, ki jih moramo storiti. Ko smo še tukaj in živimo svoje življenje naprej, moramo reči, verujem, verujem, verujem. Ni pomembno, kako se počutim, verujem. Ni pomembno, kakšen je videz, jaz verujem. Zaupam, da me Bog varuje. Vem, da sem Božji otrok in bom živel iz vere v vero, iz vere v vero, iz vere po veri. To bo postala moja navada. Veste, kaj se zgodi, ko imate navado vere? Navada strahu ne more vstopiti. Navada skrbi ne more vstopiti. Navada zaskrbljenosti ali stresa ne more vstopiti. Veste zakaj? Ker ste vstopili v Božji počitek. In pravzaprav se ne ozirate na to, kaj Bog dela in kdaj, kajti vi veste, da bo njegovo časovno usklajevanje izvrstno in karkoli začne, bo 100% prav. Dajte no, dajmo Bogu čas. Iz vere v vero, iz vere v vero, iz vere po veri. Dajte, vstanimo. O čem smo danes govorili? Nočem, da bi pozabili, da smo govorili o mislih in besedah. O navadah odločanja, da smo odločni. Ne pozabite tega. Govorili smo o navadah za zdravje. Koliko izmed vas je pripravljenih, da se obvežete, da boste bolje skrbeli za svoje zdravje? Preračunajte ceno. Kajti danes, preden odidete, bom molila za vas na tem področju. To je zelo pomembno, da se začnete bolj ceniti in da prevzamete odgovornost. Dobrodošla si zame, sestra. Navada sreče. In navada vere, iz vere po veri, iz vere po veri.
Danes smo obdelali samo 3 navade, zato jih bom bolj raztegnila. 5 jih bom podala naslednjič in bomo zaključili. Vi boste imeli 14 novih navad, ki bodo spremenile vaše življenje. V Jezusovem imenu molim, da bi vsaka oseba imela modrost, da se ceni in da vidi, kako ste pomembni za Božji načrt, za tvoj načrt, Gospod. Mogoče se imajo za nepomembne, vendar niso nepomembni, kajti drugače ne bi bili tukaj. Ti ne ustvarjaš smeti ali nepomembnih stvari, ampak ti nas potrebuješ, ti želiš, da deluješ po nas, da te mi predstavljamo. Tako tudi prosim, Bog, da boš dal vsaki osebi modrost, da začne skrbeti zase in te prosim, da jih vodiš on stran obsodbe na področje, kjer bi se morali spremeniti. Vem, da če naredijo samo korak v veri, bo prišla tvoja milost nasproti, da bodo storili vse, kar morajo storiti v Jezusovem imenu. Amen. Rada vas imam. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.